Domača naloga. Imeli smo zaokrožiti tole, se pravi korenske izraze. Zdaj s koreni je tako, ne. Včasih so jih z različnimi tablicami računali, obstajajo neki približki korenov, v današnjih dneh pa obstaja kalkulator. In kadar s koreni ne računamo natančno, potem si pomagamo z računanjem s kalkulatorjem. Pa poglejmo. Če imamo koren 7, je, to vnesemo v kalkulator, tako, da pritisnemo koren najprej in pa 7. Temu se reče naravno vpisovanje, ne. Najprej smo mogli premisliti, katero operacijo pa od katere številke. Nekateri imajo pa ravno obratno, da morate dati najprej 7 pa potem koren. In zdaj, ker je moj z naravnim displejem, mi vrne kar koren 7 in pomembno je, da pritisnem tole. Nekateri imate change, nekateri pa S to D, ne. Ne vem, kako bi bila to kratica, verjetno D bo decimal. Tako. In dobimo, vidite, tukaj je tudi pika decimalna, kar ni po slovensko, ampak mi jo bomo zdaj uporabili. In napišemo zdaj rezultat 2,6457. 6,4,5,7. In zdaj zaokrožimo to na dve decimalni mesti natančno. Pogledamo, kje sta dve decimalni mesti. Tule. Pogledamo 5, 5 je 5, 6, 7, 8 in 9, gre tale navzgor. Se pravi, koren 7 je potem približno 2,65. Tako. In gremo kar na naslednjega. Naslednji je pa 3 krat koren 7. Se pravi, damo 3 krat koren 7. Damo je enako, spet nam vrže naravni rezultat 3 koren 7 in damo change. In naš, kako je že, rezultat je, zdaj si ga pa nisem zapomnila, ne, 7,937. 7,937 in sicer to je 3 koren 7. Zdaj moramo še pa zaokrožiti na dve decimalni mesti, se pravi 2 pogledamo decimalni mesti, pogledamo številko za tem decimalnim mestom in to je približno 7,94. Tako. Zdaj pa imamo še, jaz si jih bom kar napisala, da mi bo potem lažje. Imamo koren iz 521, koren iz 0,08 in pa 3 plus koren 6. In dajmo zdaj to napisati v kalkulator, se pravi koren 521. Koren 521 je, moramo dati change, 28, 825, tako. In imamo 22,825, zaokrožimo na dve decimalki, spet označimo 2, pogledamo zadnjo in dobimo, da je to približno 22,83. Tako. Zdaj imamo pa koren 0,08, pa poglejmo, kako se to opiše. Imamo zdaj koren 0,08 je, in tukaj nam je spet dal naravni rezultat, se ne ustrašimo, ampak zamenjamo. Tako, pa si napišemo zdaj ta rezultat. Takle, 0,282. Zaokrožimo na dve decimalki
Tako, ker je pa zdaj tale naša manjša, potem pa v bistvu kar ostane tako, kot je. Se pravi 0,28, ne. Ta je bila zdaj prva taka. Zdaj imamo pa še 3 plus koren 6. Zdaj spet je odvisno od vašega kalkulatorja. Lahko napišete kar po vrsti noter, kjer imate te naravne kalkulatorje, drugače je pa najprej 6 koren pa potem plus 3. Se pravi, jaz imam tegale 3 plus koren 6 je, spet vam da, to je pač naravni rezultat, a ne, zamenjamo in dobimo decimalko. Napišemo zdaj to v rezultat. Tako, samo da vidim, če še imam. Ja, prav. In zaokrožimo, zdaj pa imamo takole, ne, zadnji dve, pogledamo, ker je ta 5, 6, 7, 8 ali več, zaokrožimo navzgor, to je zdaj približno 5,45 na 2 decimalke. To je bila zdaj domača naloga od zadnjič s kalkulatorjem. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!